Torej, še enkrat pozdravljeni. Ta predstavitev mislim, da ne bo pretirano dolga. Še enkrat bomo šli čez najbolj osnovne korake, ki vas čakajo zdaj v pripravi na izmenjavo. Na koncu, v drugi polovici predstavitve pa bomo nekaj časa namenili predstavniku Erasmus Play podjetja. To je pravzaprav neka aplikacija, ki omogoča študentom pomoč pri iskanju namestitve, ker vemo, da je to zadnja leta kar velik problem. Se nam je zdelo smiselno, da pač jim dovolimo, da izkoristijo čas v naši predstavitvi, ker so se že ponudili. Lansko leto so že imeli predstavitev, pa vidim, da je bilo čez 200 ogledov, potem kasneje sicer sta bila na predstavitvi samo 2. Tako da se mi zdi, da je kar uporabno, zato smo dovolili gospodu, da tudi danes par minut vzame na koncu predstavitve. Torej, poglejmo na hitro, kaj vas čaka zdaj od trenutka, ko smo odobrili vašo prijavo. Nekako sem poskušal razdeliti korake, lahko jih spravimo v neke 4 faze, ki vas čakajo. Prva faza je že za vami, to je bila izbira institucije, to ste delali, ko je bil odprt razpis, oddali ste prijavo in vsi ste morali tudi dobiti že sklep o izboru. Zdaj sledi druga faza, ki je najbolj ključna, ki pa je lahko tudi nekako razdelimo na 3 segmente. Ena je priprava obrazcev na pedagoški fakulteti skupaj z oddelčnim koordinatorjem. Drug ločen postopek je postopek prijave na tuji instituciji. Žal še prihajajo. Se opravičujem, mi vidimo še kar prvi. Aha, no super, ja, da ste me opozorili, samo malo, da jaz vidim, zakaj to tako delam. Vi vidite prvi? Sedaj ja, in na levi strani so vsi ostali diapozitivi. Čakaj, bom še enkrat gledal. Okej, zdaj vidite, a ne? Vidimo enako kot prej. Dobro, ampak zdaj bom premikal se tukaj, pa mislim, da boste videli naprej. Torej, zdaj vidite drugi slajd, a ne? Ja. No, ja, torej to so nekako 4 faze. Prva faza, kot sem rekel, je že za vami. Dobili ste tudi vsi že sklep. Zdaj pa vas čaka priprava obrazcev na pedagoški fakulteti, skupaj z oddelčnim koordinatorjem, kot sem rekel, postopek prijave na tuji instituciji, ker se morate tudi tam registrirati, seveda, in postopek za dodate vlogo za pridobitev štipendije. To je pa postopek, ki poteka z našo centralno mednarodno pisarno na univerzi, na rektoratu. Če nekako pogledamo časovno, kaj to pomeni, marca smo odobrili vaše prijave in posredovali naprej na Univerzo v Ljubljani. Zadnje dni, zadnji teden zdaj poteka nominiranje vaših izmenjav na tujo univerzo, se pravi, sporočimo vaše imena, osnovne podatke in kaj študirate in kateri semester boste prišli na izmenjavo na njihovo univerzo. Potem bo sledilo delo za vas, priprava obrazcev, prijava na tujo institucijo, nekje pred poletjem pa se vam oglasi potem tudi naša mednarodna pisarna na univerzi z navodili, kako, na kakšen način, kje oddate vlogo za Erasmus finančno pomoč. Ta časovnica je zdaj narejena seveda za izmenjave, ki se začnejo v prvem semestru. Tisti, ki boste odšli na izmenjavo v drugem semestru, se nekako zamakne vse in nominacije, mi pošiljamo konec poletja, potem vi začnete pripravljati obrazce, konec poletja, to se pravi avgust, september, in takrat se pol tudi morate gledati, da je rok za prijavo na tuji instituciji in enako velja tudi potem, da se kasneje odda vloga za Erasmus finančno pomoč naši univerzi. Torej, še enkrat, prejemali boste zdaj kar nekaj navodil, tudi z različnih strani. Pred poletjem, kot sem rekel, bo prišlo navodilo z Univerze v Ljubljani glede prijave na spletno aplikacijo Univerze za pridobitev štipendije.
Ko vas bomo mi nominirali, se vam bodo oglasili s tuje univerze in poslali navodila, kako in kje se prijavite in katere dokumente potrebujete. Vmes vam bomo pa tudi mi kaj pošiljali, pa seveda boste vse skozi na stiku z nami, ker verjetno boste rabili tudi nekakšno našo pomoč pri pripravi dokumentacije. Ne nazadnje bomo morali podpisati vse dokumente. Če pogledamo mogoče najprej postopek prijave na tuji instituciji, kot rečeno, mi smo zdaj, nekateri ste že nominirani, nekateri še boste. Predvidevam, da nekateri ste tudi že prejeli navodila s strani univerze, drugi še boste. Če slučajno imate v načrtu izmenjavo v prvem semestru in ne dobite nikakršnih navodil v naslednjem mesecu dni, nam prosim to sporočite, da preverimo, kaj se je zgodilo. Ali smo bodisi mi kaj zafrknili z nominacijo, ali pa so tuji partnerji naši spregledali našo nominacijo. Tako da v vsakem primeru vi morate dobiti od njih navodilo. No, dobro, kakšni tudi pošljajo navodilo nam, pa vam mi posredujemo. Ampak če niste dobili nič, potem je nekaj narobe. Tako da takrat v tem primeru nas prosim kontaktirate. Osnovni dokumenti, ki jih je potrebno naložiti, seveda vi morate spremljati njihove, natančno prebrati navodila, ampak osnovni dokumenti, ki jih je vedno potrebno naložiti, je learning agreement. O tem bomo malo kasneje nekaj besed več povedali. Potrdilo o opravljenih izpitih na pedagoški fakulteti v angleščini. Tukaj vas prosim, da to zaprosite kar nas. Vi sicer lahko verjetno že sami si sprintate ven iz visa, ampak to je tako neformalno potrdilo, brez žigov in podpisov. Lahko naročite v referatu, ampak referat običajno to zaračuna študentom. Imamo pa tudi mi možnost to pripraviti v mednarodni pisarni, tako da lepo prosim, da se obrnete kar na nas, pa mi pošljemo potem po mailu lepo uradno potrdilo o opravljenih izpitih. To se imenuje transcript of records. Boste videli v navodilih, ki jih boste prejeli z tuje univerze. Običajno oni to želijo videti, da vidijo, kaj študirate, kakšno cene imate, in to je tak dokument, ki je kar stalna praksa v teh prijavah. Lahko se majčkeno zaplete pri dokazilu o znanju tujega jezika. Zadnja leta je razno študente, ki odhajajo na izmenjavo, dobijo pred izmenjavo v izpolnitev neko spletni jezikovni test, ki je dokaj tak preprost, vsi ga naredijo in tam ta test da neko okvirno oceno, kakšno je vaše znanje angleščine. Par let je veljalo, da so študenti pač naložili ali pa sporočili kar to oceno tega testa tuji univerzi in je to zadostovalo. Ker pa je ta test, kot sem rekel, dokaj enostaven in ga vsi naredijo, sem zdaj opazil, da v zadnjih letih se pojavljajo univerze v tujini in ne sprejemajo tega testa kot dovoljšno dokazilo. Če naletite na tako univerzo, če vam bojo delali problem s tem dokazilom o znanju jezika, se prosim obrnite na našo pisarno in bomo poskušali najti neko rešitev. Običajno tudi mi lahko brez večjih težav pripravimo neko tako potrdilo pod določenimi pogoji. Če ste imeli angleščino na maturi 4 ali 5, ali ste imeli pa eno izmed angleščine na naši fakulteti oceno 9 ali 10. To bomo potem zagotovilo naše profesorce, glavne za angleščino, profesor Karmen Pežoren, da v tem primeru lahko izdamo potrdilo, da imate B2. Če pa nimate nič od tega, pa niti niste delali angleščine na fakulteti, potem pa v skrajnem primeru lahko izvedemo tudi nek krajši test v naši mednarodni pisarni, tudi to smo delali, in potem na osnovi tega testa podamo potrdilo, da imate B2. To smo delali malokrat, mislim, da mogoče 5-krat, 6-krat v zadnjih 10 letih. Vsi študenti so to naredili, tako da ne se bati, če pride do te situacije. Je pa to res skrajna situacija in običajno najdemo neko rešitev, da vam ni treba pisati jezikovnega testa. Še enkrat pa poudarjam, da je zelo pomembno, da natančno preberete njihova navodila in se držite rokov, ker to smo pa že imeli primere. Če zamudite njihov rok za prijavo, potem mi nimamo kaj več narediti. Tako da smo tudi že imeli primer, da je študentka vse pripravila dokumentacijo, se dogovorila o priznavanju, potem je pa zamudila rok za prijavo na tuji univerzi in je vse padlo v vodo. Žal tega, to se morate kar držati.
Kot rečeno, ločen postopek je pridobivanje Erasmus štipendije. Se pravi, Erasmus štipendija ni nekaj, kar vam pripada avtomatično, da vsak je bil zdaj uspešen na prijavi na razpisu, da kar sporoči TRR in dobi štipendijo na svoj račun. Potrebno je dati prijavo. Navodila boste prejeli strani naše univerze nekje enkrat pred poletjem, takrat potem oni tudi preračunajo, takrat že vejo, koliko sredstev je na voljo, kakšna bo štipendija. In oni takrat vam pošljajo nek link za neko spletno prijavo, kamor morate naložiti določene dokumente, opisati osnovne podatke o izmenjavi, kam greste, kako dolgo. In potem vam univerza pošlje, na osnovi teh podatkov pošlje pogodbo o sofinanciranju izmenjave, ki jo vi morate podpisati in poslati nazaj. In ko je to narejen, ta korak vam univerza nakaže 80% štipendije na vaš račun, preostalih 20% pa dobite po prihodu nazaj z izmenjave, ko uspešno poročate potem zopet na njihov spletni aplikaciji in zaključite izmenjavo. Nekaj stvari je, na katere vas moramo opozoriti, ker nas to opozarja nacionalna agencija, ker se je pojavljalo to v preteklosti, da so študenti potem kasneje trdili, da tega niso vedeli. Zato so nas zdaj prosili, da to posebej izpostavimo na teh predstavitvah. Ena prva stvar, najbolj pomembna je, da vam mora biti štipendija izplačana pred začetkom mobilnosti. Se pravi, imeli smo tudi primere, da je nekdo šel na izmenjavo, začel z izmenjavo in potem se je lotil oddaje spletne prijave za nazaj. To absolutno ni sprejemljivo in to se ne sme zgoditi. Se pravi, vi morate dovolj zgodaj oddati to prijavo, naložiti vse potrebne dokumente, ker vam potem mora univerza pripraviti pogodbo, na osnovi teh podatkov vam poslati, vi jo morate podpisati, poslati nazaj in potem vi morate imeti denar na računu, preden odidete v tujino. Se pravi, to je težko vse za izvesti, če vi to date zadnji dan, en dan pred vašim odhodom v tujino. Ker tudi na univerzi niso zdaj tam v nizkem štartu in čakajo, da vi zdaj naložite in takoj grejo. Študentov, ki gre na izmenjavo, je več kot, mislim, da 1500 in traja nekaj časa, da oni sprocesirajo to, tako da nekako računajte nekje vsaj mesec dni pred odhodom, da se lotite te spletne prijave. Kaj še moramo opozoriti? Pomembno je, spravi, ta štipendija se preračuna glede na dni, ki jih preživite v tujini. Za prvi dan mobilnosti se šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, bodi si je to strokovni tečaj ali nek welcome meeting ali orientation week, ampak nekaj, kar je že organizirana dejavnost na fakulteti, to se šteje prvi dan in pa zadnji dan, ko imate še neke obveznosti na fakulteti. Pomembno je, da veste, da se pravi, to sofinanciranje samo dneve, ko ste vi v tujini. Zdaj, verjetno nobena univerza ne bo imela zdaj neki online, tako kot smo imeli med korono, ampak če se slučajno zgodi in vi odidete domov, morate vedeti, da za tiste dni, ko ste vi v Sloveniji, vam štipendija ne pripada. Torej, štipendija ni vezana na datume vpisa, ampak ko vi tam študirate, ampak ko ste v tujini. Zato je to kar pomembno vedeti. Sicer pravim, pa dvomim, da bojo še kakšni imeli online drugo leto. Višina sredstev, pa pravila, pogoji, vse to bo opredeljeno v sporazumu, ki ga boste prejeli, tako da vam priporočam, da ga natančno preberete, da ne bo kasneje kakšnih nesporazumov. In pa seveda lahko povem, da študent, ki prejema mogoče kakšno Zoisovo štipendijo, to se ne izključuje z Erasmus štipendijo. Torej, Erasmus štipendija je nekaj, kar vam pripada, ne glede na to, kaj še drugega dobivate istočasno. To je izključna pomoč za življenje v tujini. Ok. Imamo eno vprašanje. Ok. Grem naprej. Jaz imam eno vprašanje. Kaj pa državna štipendija? Ja, to se ne izključuje, to še vedno dobivate. Ampak v bistvu, kdaj pa, a moraš to kaj javiti, da si ti v tujini, ali mislim,
za ta dodatek, ki... Jaz mislim, da ne, ker državna štipendija vam pripada kot študentu, ne, in to je pač del študija. Zdaj greste vi na izmenjavo kot študent Univerze v Ljubljani in mislim, da to ne vpliva na nič. Ne, vi ste še veliko pripisani, študirate, zdaj ste pač spletom okoliščin ste v tujini kot izmenjalni študent in zato prejemate, če boste zaprosili tudi Erasmus štipendijo, ki je namenjena izključno finančni pomoči za medtem, ko živite in študirate v tujini, ampak mislim, da ni treba za državno štipendijo nikamor sporočiti. Ampak je pa v enakem znesku, kot pač, če ne bi bili na izmenjavi. Ja, tako. Jaz še nisem slišal, da bi bila kaj manjša. Imeli smo vprašanja, študente skrbeli, če bojo še naprej dobivali in odgovor z univerze je, da ja, seveda, da to ne vpliva na državno štipendijo. Tako da predvidevam, da potem takem, mislim, da bi že slišal, da bi se kdo pritožil, če bi prejel kaj manjši znesek iz državne štipendije. Še enkrat, torej da veste, da boste prejeli navodila iz Univerze v Ljubljani, to bo link do neke spletne prijave in tam boste morali naložiti learning agreement, torej tukaj vidite, da je isto dokument, ki ga boste naložili tudi v prijavo na tuji univerzi, potrdilo o vpisu, to je zelo pomembno. Potrdilo o vpisu namreč univerza zahteva zato, ker na izmenjavo lahko gre samo študent, ki ima aktiven status študenta. Če nekdo povzera, ne sme iti v tujino. Smo imeli tudi že take primere, jaz ne vem, ali so študenti se, naredili blesave, ali so poskusili, ampak to pride ven in potem je treba vračati štipendijo. Torej, tukaj je mogoče malo nerodna situacija, lahko v primeru, to smo pa že imeli, da se vi odpravljate na izmenjavo v prvem semestru, vpis je pa kasneje. Da vi morate iti na izmenjavo, medtem, ko pri nas sploh še niste imeli datuma za vpis. V tem primeru je univerza sprejemala tudi potrdilo, so naši študenti zaprosili referat, neko potrdilo o vpisu, sicer za tekoče študijsko leto, potem pa je referat dopisal stavek, da študent izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik. In to je bilo v tej fazi dovolj za našo univerzo, da je pač sprejela vašo prijavo za Erasmus finančno pomoč. Zaplete pa se, seveda, če vi ne izpolnjujete še v tistem trenutku pogojev. Imeli smo tudi že primer, da je študentka pač spregledala rok za vpis in medtem je bila pa že na izmenjavi. Mislim, to so lahko kar velike težave, ker tisti trenutek, ko vi niste več vpisani, niste upravičeni do statusa Erasmus študenta in vi po vseh pravilih morate priti nazaj domov. Tako da posebni, ampak mislim, ne vem, če bo letos kakšen tak primer, recimo problematični so bili recimo socialni pedagogi, ki so na koncu prve stopnje, grejo pa na izmenjavo na drugi stopnji v prvem semestru. In potem je praktična situacija taka, da je ta študent že v tujini, ni pa še 100%. Prosim? Je bilo kakšno vprašanje? Ja, da je ta študent že v tujini, ni pa še povsem jasno, ni čisto prepričan, ali se bo uspel vpisati na drugo stopnjo. To je na nek način kar tveganje. Tako da zato je to potrebno temu nameniti kar neke pozornosti. Sploh tisti, ki greste na kakšno skandinavske države, ki začnejo zelo zgodaj, da se poskusite vnaprej pozanimati, kdaj se lahko najhitreje vpišete oziroma kako boste to izvedli, da se ne bo kasneje kaj zapletlo. In rok za oddajo spletne prijave na univerzi je vsaj en mesec pred odhodom, zaradi razlogov, ki si jih prej naštel. Najbolj pomembna, seveda, točka pa je, in verjetno je to tudi prva stvar, ki se morate lotiti, je priprava dveh obrazcev. Saj ste videli, da je potem learning agreement je potem priloga in v prijavi za finančno pomoč in v prijavi na tujo univerzo. Learning agreement, zdaj bomo malo bolj podrobneje pogledali te dva obrazca, zelo sta si podobna.
IŠN obrazec, individualni študijski načrt, je naš interni obrazec, ki obstaja samo na pedagoški fakulteti in ga ne pošiljate nikamor. To je pravzaprav naš dogovor o priznavanju, bolj natančno napisano, kaj točno vi tam počnete in kaj točno se vam bo priznalo, ko pridete nazaj. Ko je enkrat IŠN obrazec pripravljen, lahko naredite learning agreement, kjer v bistvu iste informacije napišete, ampak v nekoliko bolj enostavni obliki, kot boste videli. Zdaj, mi na fakulteti imamo neke okvirne roke za oddajo, obrazce v mednarodno pisarno. To so orientacijski roki, torej nič ne bo narobe, če vi namesto 15.5. oddate 16.5. To je, v bistvu, te roke smo postavili zato, da smo nekako prisilili študente, da začnete se s tem ukvarjati dovolj zgodaj. Vsej mislim, da zadnja leta to kar lepo teče, ampak v preteklosti se dogajalo, da nekdo, ki je šel jeseni na izmenjavo, ni odprl enega linka do avgusta in potem je to kompleten cirkus lahko ratal in slaba volja. Tako da tukaj vas želimo nekako prisiliti, da začnete se s tem ukvarjati že spomladi, tako da imate vse pravočasno pripravljeno, ker potem je lahko hitro vam zmanjka časa, ko enkrat pride rok za prijavo na tuji univerzi. Vi pa nimate še learning agreementa. To so roki, pravim, na naši fakulteti orientacijski, ampak če recimo vi dobite zdaj navodilo iz tuje univerze, da je njihov rok za, ne vem, prijavo na njihovo univerzo že 1. maj, potem seveda vi morate to prej pripraviti in ne čakati do 15. maja, da nam pošljete. Kako izgleda ta IŠN obrazec? Jaz upam, da ga vidite v redu. Nekako zelo že grafično lahko vidite, kakšen je cilj, kakšna je logika obrazca. V to prvo kolono se napišejo predmeti, ki jih imate na tuji univerzi, ki ste jih izbrali tam. Potem v drugo kolono, koliko kreditov prinaša posamezen predmet. V tretji koloni se pišejo predmeti, ki bodo priznani pri nas o povratku in potem zraven še, koliko kreditov bo priznanih. Vedeti morate, da je minimalno število kreditov, ki jih morate nabrati na tuji univerzi v enem semestru 20, oziroma to je tudi minimalni pogoj za izmenjavo, se pravi, da se vam 20 kreditov prizna, ko pridete nazaj na pedagoško fakulteto. Zaradi tega jaz seveda toplo priporočam, da vi ne greste v štartu že ciljate samo na 20 kreditov na tuji univerzi, ker se vam potem lahko hitro kaj zadeva podre, kakšen predmet ne naredite, tudi to se zgodi, to ni taka redkost na Erasmus izmenjavah, in potem ste kar naenkrat po 20 krediti in potem rata problem in vas začne univerza spraševati, zakaj ste pa dobili manj kot 20 kreditov in načeloma velja, da če je študent manj kot 20 kreditov osvojil, bi moral vračati štipendijo. Zdaj, jaz se ne spomnim, da bi imeli še kakšnega takega primera, ker smo imeli tako mejne, da je nekomu zmanjkal kredit ali 2, ampak si predstavljam, da če bi kdo nazaj prišel pa ne vem, s 3 krediti, da to bi pa bržkone pomenilo, da bi moral vračati štipendijo. Kako se to napiše? Vi individualni študijski načrt seveda izpolnjujete s pomočjo oddelčnih koordinatorjev. Imate tudi na spletni strani, kar mislim, da ste večina vas je že gledala v tem, ko ste iskali najbolj ustrezno destinacijo za izmenjavo, tudi tabelo z predmeti, ki so jih imeli študenti na izmenjavi in potem tudi napisano točno, kateri predmet so priznavali pri nas, tako da imate te kombinacije že lahko najdete vse do zdaj na spletni strani. Torej, včasih praviloma gre predmet za predmet, marsikdaj to ni mogoče, recimo greste na neko tujo univerzo, kjer imajo predmete, ki so bolj razdrobljeni, z manj krediti kot pri nas in po tem primeru morate najti, ne vem, 2 primerljiva njihova, da se prizna en naš. Tako da, če ste kdaj v dvomih, nam pišite, vprašajte, to se znajo iti dobro oddelčni koordinatorji, tako da definitivno priporočam, da se obrnete tudi na njih. In to je v bistvu prvi dokument, ki ga morate narediti, in ko je enkrat to pripravljeno, potem se lahko lotite priprave learning agreementa. To je pa uraden Erasmus dokument, ki ga pa potem nalagate na prijavo na tujo univerzo, ko se prijavljate, pa morali boste ga naložiti, ko se boste prijavljali za Erasmus finančno pomoč. Learning agreement
je sestavljen nekako iz 4 delov in ki jih bomo zdaj malo posebej predstavili. Najprej je seveda glava dokumenta, kjer pozorno napišite pač previdno vaše podatke. Tako da, no, lepo prosim, da se to seveda elektronsko izpolnjuje, ne bomo sprejemali na roke napisanih, tudi take dobimo včasih. Če imate kakšne težave, se obrnite na nas, recimo dostikrat študenti ne najdejo Erasmus kode tuje inštitucije. To vidite lahko v svoji prijavi, ki ste se prijavili, mislim, da je tam pisalo, da je bila tudi Erasmus koda inštitucije, na katero ste se prijavili. Mislim, da smo to pisali tudi v sklepih, če se ne motim, da je ta podatek. Če pa ne veste, se pa kar obrnite na nas, pa bomo povedali. Potem je del, ki se imenuje Before the Mobility, in ko boste videli, je logika povsem, ali pa dokaj podobna logiki, ki jih imamo na našem IŠN obrazcu. Skratka, v prvi tabeli A morate vpisati predmete, ki jih boste opravljali v tujini, in potem v tabeli B predmeti, ki bodo priznani pri nas. Tabelo B lahko izpolnite v slovenščini, da mi točno vemo, kaj ni treba prevajati teh predmetov, ker tabela B tujega koordinatorja, tuje univerze niti ne zanima. To tabela B pove, kaj bomo mi priznali pri nas, ko pridete vi nazaj. Tako da njih bo zanimala samo tabela A, katere predmete ste vi izpolnili tam. Learning agreement podpišem jaz, oziroma kolega Robert Gracar v pisarni, vendar tega ne naredimo, dokler ne vidimo, da je popolnoma oddan in podpisan IŠN obrazec, kar je, predvidevam, logično. Ko mi vidimo, da je to na oddelku dogovorjeno, da tam je gor podpis predstojnika oddelka in oddelčnega koordinatorja, obstaja dogovor o priznavanju, potem lahko mi v mednarodni pisarni podpišemo tudi learning agreement. Še enkrat fajn je, da to res začnete kar zgodaj, dovolj zgodaj, ker težko mi to naredimo vse v enem dnevu. Imamo tak primere, da študent potem en dan pred rokom za prijavo pošlje na mail in nam in oddelčnemu koordinatorju in po možnosti še predstojniku oddelka predlog IŠN-ja in learning agreementa in potem napiše, rok imam danes do 12. To je potem zelo težko oziroma nemogoče sprocesirati tako hitro. Če gre za nek IŠN, za neko univerzo, kamor so že več hodili naši študenti in je pač ustaljen IŠN vsako leto isto, potem to niti ni taka težava. Če pa gre za neko povsem novo situacijo, neke nove predmete, ki jih morajo prediskutirati na oddelku, pa to včasih zna trajati teden, 2. Tako da oddelčni koordinator prediskutira tudi z vsakim nosilcem, da poiščejo, kaj bi bilo najbolj optimalna rešitev. Tako da to definitivno ne odlaša do zadnjega momenta, da boste oddali te dokumente, ker potem se utegne zgoditi, da boste ostali brez podpisa. Potem je del na learning agreementu, ki se imenuje During the Mobility. Ta del se izpolnjuje le v primeru, da pride do kakšnih sprememb. Se pravi, da ali pa ugotovijo, da ste kaj napačno vpisali v tistem prvem, ali pa recimo študenti tudi imate možnost spremeniti learning agreement, ko pridete tja, ugotovite, ne vem, po prvih 14 dnevih, da vam en predmet absolutno ne odgovarja ali pa da se kaj prekriva v urniku. V tem primeru pač greste izpolnjevati ta drugi del, During the Mobility, in tukaj sta spet 2 tabeli. V tabelo A vpišete predmet, pišete spremembe, ki so na tuji univerzi, se pravi, če vi pišete predmet A, vpišete najprej tukaj ime predmeta A, označite deleted in najbrž boste namesto tega nekaj drugega, vpišete predmet B, edit. In potem seveda je potrebno to spremembo zavesti tudi v tabeli B, kolikor to vpliva na priznavanje. Upam, da to razumete. Se pravi, če ste vi se zmenili s oddelčnim koordinatorjem, da boste delali na tuji univerzi predmeta A in B, pred nas se pa prizna predmet X, zdaj pa vi ugotovite, da ne boste delali A in B, ampak boste nekaj drugega gor delali. Ja, potem ta dogovor tudi pade v vodo. Potem ne moramo, potem verjetno to pomeni, je potrebno preveriti z oddelčnim koordinatorjem, kaj to pomeni za priznavanje. Ste vi naredili nek primerljiv predmet in lahko pustimo tabelo B nespremenjeno, ali to zdaj pomeni čisto neka nova situacija, da ne moramo več priznavati predmeta, ki smo ga mislili, ampak bomo morali kaj drugega si izmisliti. Tako da
ta drugi del, during the mobility, se izpolnjuje le v primeru, da pride do sprememb. Mogoče bi tukaj edino dodal še, da koliko pride do ogromno sprememb, da vi 5 predmetov spreminjate, potem bi lepo prosil, da se naredi rajši še enkrat od začetka nov learning agreement, ker potem bo to rata tako kaotično, imate na prvi strani napisan 5 predmetov, potem imate tukaj teh 5 naštetih, da jih brišete, pa 5 novih, da se dodaja in potem rata to zelo težko spremljati in ta learning agreement rata dolg 15 strani. Če je res ogromno sprememb, mogoče je res boljše, da greste čist iz štarta nov learning agreement delati. Tako da upam, da je to jasno. Potem pa je še zadnji del, after the mobility. Ta del je pa mišljen, da bi se izpolnjeval po koncu izmenjave, vendar moram reči, da se v 99% izmenjav ne izpolnjuje. Zakaj? V tabelo to C, tukaj se imenuje tabela C, after mobility bi moral tuj koordinator napisati imena predmetov, ki ste jih imeli na izmenjavi, oceno in število kreditov in potem to podpisati. Običajno pa, in to tudi mi tako delamo, pa koordinatorji ne izpolnjujemo tega learning agreementa, temveč izdamo študentu uradno potrdilo o upravnih izpitih. Se pravi, mi tujim študentom iz VIS-a sprintamo transcript of records in tako boste tudi vi praviloma dobili, vam ne bojo šli to izpolnjevati, temveč boste dobili transcript of records. In prav tako potem tudi mi, naša pisarna, ne gre izpolnjevati tukaj noter, kaj smo mi vam priznali, temveč vam ob koncu postopka priznavanja izdamo uraden sklep o priznavanju in tak poseben dokument, ki nadomesti ta zadnji del learning agreementa. Torej, ta zadnji del learning agreementa običajno se ne izpolnjuje. Ko boste vi zaključevali spletno prijavo na univerzi za Erasmus finančno pomoč, to je tudi potem, ko pridete nazaj, morate tam poročati v izmenjavi, vam univerza, tukaj vidim, da študente običajno zmede, ker univerza pošlje navodilo, da želi, da naložite zadnjo verzijo learning agreementa. In potem študenti nam pišejo in želijo, da začnemo izpolnjevati ta zadnji del. Ne, to ne pomeni, da nujno oni želijo videti ta zadnji del, oni samo želijo videti zadnjo verzijo learning agreementa, ki je bila podpisana. Se pravi, če ste vi nekaj oddali o prijavi, pa ste pa šli nekaj spreminjati, hočejo videti to, da naložite to zadnjo verzijo po teh spremembah. Ne pa, da se tudi to izpolnjuje. Tako da, če tam dobite transcript of records, potem je to povsem dovolj. Zdaj, Univerza v Ljubljani še ne uporablja spletnih learning agreementov. Tako da, možno pa je, da ga bodo kakšne univerze zahtevale. Če kakšni od vas zahtevajo in pač povejte, da mi tega še ne uporabljamo, če pa bo kdo na smrt vztrajal, potem pa nam pišite, pa bomo probali se kaj z njimi dogovoriti. Načeloma pa tudi, če pride do tega, da bo potrebno online learning agreement izpolnjevati, so povsem na enak način, ista logika je tudi na spletu kot na papirju. Skratka, isto so tako razdeljeni po teh delih, da tako rečem nekaj, kar se izpolne pred, potem vmes je sprememba in na koncu je še zadnji del. Ampak letos saj nismo imeli še takega primera, da bi nekdo res nujno vztrajal na online learning agreementih in je bilo povsem dovolj, če ste jih naredili takole na papirju. Mogoče še to, pri podpisovanju. Najboljše, da ko vi enkrat to izpolnite, ko bo končni learning agreement, pošljete zaporedno, skratka, ne pošiljati koordinator nam in tujemu koordinatorju hkrati, ker potem vam jaz podpišem, pa vrnem, pa vam on podpiše, pa vrnem, in potem ste dva delno podpisana. Najprej pošljete enemu, da podpiše, potem pa še drugemu, tako da imate na koncu res polno podpisan learning agreement. Zdaj, par zadev je še. Kot sem rekel, vi lahko spreminjate študijski sporazum, learning agreement, vendar, kot sem rekel, je potrebno biti pozoren, kaj to pomeni za vaš dogovor o priznavanju. Vi ne morete samoiniciativno nekaj spremeniti in pričakovati, da potem dogovor kar ostane še vedno. Skratka, potrebno je preveriti z oddelčnim koordinatorjem, ali to vpliva na priznavanje. Tako da mi sprememb ne bomo potrdili, dokler ne bo tudi oddelčni koordinator potrdil, da je ustrezno. Zdaj, te spremembe niso toliko problematične, recimo, če
vi priznavate z nekim predmetom naš izbirni D predmet. V tem primeru pride upoštev glih karkoli. Tako da, če tam vi zdaj na vas, ne vem, zdaj govorim na pamet, španščine greste delati, ne vem, odbojko, je to še vedno lahko se prizna kot izbirni D in ni težava. Težava rade, če vi menjate en predmet, ki pač ni izbirni, ampak je primerljiv z nekim našim vsebinskim, pa tam nekaj drugega zberete, potem pa seveda rata problema, potem pa moramo razmisliti, kako zdaj, kakšno priznavanje bomo naredili, ko vi prijete nazaj. Vi lahko tudi podaljšate izmenjavo na izmenjavi, pač na drug semester. V vsakem primeru lahko podaljšate, če se strinja tuj koordinator, če se mi strinjamo, ne morem vam pa še zdaj v tem trenutku povedati, ali bo Univerza v Ljubljani financirala dodatne mesece. To običajno Univerza sporoči enkrat decembra, seveda študentom, ki so takrat na izmenjavi, jim pošlje navodila, kako lahko podaljšajo izmenjavo. Seveda to pomeni, da morate dodati neke informacije in dokumente v spletno prijavo, ki ste oddali že pred začetkom izmenjave. Zdaj, če bo Univerza imela dovolj sredstev in je pripravljena plačati tudi podaljšanje, vam bodo to napisali v mailu. In jaz vem iz izkušenj, da če Univerza pripravljena plačati, potem imamo tega podaljšanja kar veliko. Če to ni financiran, potem nihče ne podaljša, kar je logično. Opozoril bi to, če bo Univerza financirala, to seveda pomeni, da vi morate narediti ponovno cel postopek, kot ste naredili pred vhodom sploh na prvi semester. Sprav, potrebno je narediti learning agreement, IŠN za drug semester. Kaj boste tam delali, kaj se bo pri nas priznali, najprej narediti IŠN in ko IŠN je pripravljen, potem še learning agreement. In to je malo narodno, ko to pač zdaj delate, ko ste v tujini. Pač s pomočjo oddelčnega koordinatorja prek maila se da, imamo takih primerov ogromno, je pa malo narodno koristiti na fakulteti, ampak to pač delate nadaljavo. Je pa postopek seveda popolnoma enak kot za prvi semester. In ponovno velja, da vi morate osvojiti spet vsaj 20 kreditov oziroma vsaj 20 kreditov mora biti priznanih, ko pridete nazaj. Mislim, da letos ni nikogar, ki bi šel pisati zaključno delo, tako da tole lahko spustimo. A je mogoče kakšen tak, pa sem ga spregledal? Mislim, da ga letos nimamo. Potem je pa še zadnja faza, ko pridete nazaj. Morate v pisanju za mednarodno sodelovanje oddati prošnjo za pričetek priznavanja v tujini upravljenih izpitov, potrdilo v tujini upravljenih izpitov, se pravi transcript of records, ki ga dobite na tuji univerzi, IŠN obrazec, če vse po pravilih ga itak hranimo mi, to ga niste nikamor pošiljali, tako da takrat pač mi pogledamo, IŠN obrazec se sklada s transkriptom, a je to, kar ste vi napovedali, da boste tam delali, dejansko se tako zgodili in ste to naredili. In če se je to naredili, pač naredimo sklepe o priznavanju. Vi morate izpolniti še kratek spletni vprašalnik o izmenjavi, tako da to so neke informacije, ki jih potem ponujamo študentom, ki razmišljajo o izmenjavi prihodnje leto. In na podlagi vsega tega vam mi izdamo sklep, ki ga potem vi naložite še v spletno aplikacijo Univerze v Ljubljani in s tem zaključite izmenjavo tudi na njihovi aplikaciji, da vam lahko oni nakažejo še preostalih 20% štipendije. Zdaj, tukaj bi opozoril še pri priznavanju, kot ste prej videli, mogoče se to pozabil omeniti pri IŠN-ju, nekateri predmeti so priznani v celoti, nekateri delno. Tisti, ki so v celoti priznani, potem mi vpišemo oceno v VIS na podlagi tega sklepa, ki ga izdamo na koncu. Pri predmetih, ki so pa priznani delno, pa vi morate še nekaj oddelati pri predmetu pri nas, v dogovoru z nosilcem, in na ta izpit se morate pa prijaviti in končno oceno vpiše naš nosilec, pri čemer mora seveda upoštevati oceno, ki ste jo prejeli tudi sorazmerno upoštevati oceno, ki ste jo prejeli na izmenjavi za ta predmet. Ampak ne smete se pa pozabiti prijaviti za ta izpit. Tako da vse te informacije imate tudi na spletni strani, lahko se vedno obrnete tudi na nas. Takole imamo zdaj na spletni strani, kjer je opisan tudi to postopek po končani izmenjavi. To vidim, da običajno študenti pozabijo, logično,
vi boste prihajali z izmenjave čez leto dni in takrat pozabili na ta zadnji korak, da je potrebno sprožiti ta postopek. Skratka, ne bo se nič zgodilo samo od sebe. Vi morate poskrbeti, da dobite transcript of records na tuji univerzi in da nam ga pač dostavite v mednarodno pisarno. Mi pregledamo, a se to ujema z IŠN-jem in potem lahko začnemo pripravo sklepe o priznavanju. Tako da to nekako je v osnovi to. Kot rečeno, več informacij imate na spletni strani. V mednarodni pisarni sva jaz in moj kolega Robert Gracar. Tole številka, na kateri nas lahko pokličete, pa mail. Imamo tudi neke uradne ure, mislim, da so ponedeljek, sreda pa petek, ampak načeloma sprejemamo študente skozi. Tako da, ko ste na fakulteti in rabite kakšno informacijo, kar potrkite na vrata, in zdaj, če le nimamo nek poseben sestanek, vas bomo z veseljem sprejeli in ponudili pomoč. A so kakšno vprašanje še? Ne? Ok. Potem bi pa, kar zaprosil predstavnika, zdaj bom prišel to na angleščino. Mr. Smith, are you with us? Yeah, I'm here. Do you hear me? Yes, yes. So I finished with my part of presentation. So I introduced you briefly at the beginning, so the students know what you will talk about. But please feel free to introduce yourself and present what you have prepared for us. Okay. I'm not going to take your time. It's good. We don't hear you. Is it? We heard you the first few seconds and then it stopped. Now we don't hear you. Hello? Yeah, now we hear you. Now do you hear me right? Yes, yes, yes. Okay, let's hope that it don't go over. No, now we don't hear you anymore. No? Hello? Do you hear me now? Yes. Okay, I think the problem is when I share my screen, it seems like No, I'm afraid we don't hear you anymore. Something is wrong with your microphone, I think. It starts okay and then it just fades away. Hello? Do you hear me now? Is it okay? Yeah, now we hear you. Now it's okay, but if and it goes on. Yeah, now you're gone. I'm going to leave and come back and see if it works that way. Okay. Okay. Just give me a second, please. Okay, do that. Se opravičujem za tehnične težave. Ima mogoče zdaj kdo kakšno vprašanje? Jasno, kar izvolite, ja. A boste povedali vprašanje? Ja, lahko, se mi sliši. Dajte, ja. Kako lahko pridemo do informacij, kaj tuja univerza želi od nas? Tuja univerza, kaj želi od vas? Ja. Hello? Ja, zdaj, ko vas bomo mi nominirali, boste dobili od njih mail z vsemi navodili. Aha, ok. Eni so že dobili, eni pa še boste, ja. Ok. Tako. Hello? Do you hear me now? Yes. Let's hope that this time it doesn't fade away. Okay, now we hear you. So this is Now, already...
No, now it's fading away. Well, I'm afraid, this will not work. Yeah, I think it's not going to work. I don't know what's wrong with my laptop, but if not, I'll send you the presentation. Yeah. So maybe, okay, listen, I will ask students if they think this presentation would be useful, and maybe we could set it up some other time, okay? Yes. Okay, but we also have the recordings from the last year, so probably it's pretty much the same this year as well. Some things might have changed. But what I would do is we have like a very Okay. Torej, poslal nam bo predstavitev. Okay, that's good plan. Okay, so send me the presentation and I will give it to the students, okay? And we'll try next year again. Okay, thank you very much. Torej, okay, pa smo pa malo prej zaključili danes. Zdaj, ta gospod je bil tudi z nami lansko leto, prav posebej smo organizirali srečanje z njim. Sicer sta prišla samo 2 študenta, ampak smo posneli in mislim, da je še vedno posnetek na našem YouTube kanalu. Videl sem nazaj, da je bilo čez 200 ogledov, tako da očitno je bilo kar uporabno. Jaz bom pa z vami delil tudi, oziroma po mojem dal na spletno stran, ali pa bom poslal kar po mailu njegovo predstavitev, tako da mislim, da vam bo zagotovo kaj prav prišla, ker ta težava z iskanjem namestitve je čedalje večja vsako leto, kakor lahko vidim. Tako da je to tudi en vidik izmenjave, na katerega morate se dobro pripraviti. Tako, torej, to so nekako osnovne informacije. Če se vam bodo kasneje še porodila kakšna vprašanja, pa kar pošljite na mail. Še najraje vidimo, da nam pošiljate po mailu, tako da tudi potem imam nekako zgodovino komunikacije z vami, ker po telefonu imam tudi izkušnje, da potem študent zna slišati, kar je želel slišati, in dostikrat imamo potem lahko tudi, ne vem, saj ste vi rekli, da je to, pa jaz trdim, da tega nisem rekel, tako da vam rajš, da pišete po mailu, seveda pa bomo odgovarjali tudi po telefonu, če se komu mudi z odgovorom. Tako da hvala lepa za vašo pozornost, pa veliko sreče pri pripravi dokumentov na izmenjavo. Hvala. Ja. Hvala. Adijo.